A veste, ko avtomobili ene znamke izgledajo tako, pa tako in tako, ti ni ravno pri srcu, a ne? Je v glavi, ko iščeš nekaj racionalnega, ni pa v srcu, ko iščeš nekaj za svojo dušo. K sreči je ponudba avtomobilov na trgu dovolj raznolika, da vsak najde nekaj zase. Kaj pa, če združimo to dvoje? Je to sploh možno? Po mojem je. Če še vedno verjamemo, da so Toyotini avtomobili pregovorno zanesljivi, je to seveda zelo racionalna izbira. In če nam je tale huda oblika všeč, to seveda zaigra tudi na naša čustva. In evo, pred nami je novi Yaris, kar žari od mladostne navihanosti, sodobnega oblikovanja in seveda tudi najnovejše tehnologije. Vedno se spomnim na izjavo šefa znamke, ki je pred leti, ko je nastopil svojo funkcijo, rekel "No more boring cars", nič več dolgočasnih avtomobilov. Takrat sem si mislil, ja, ti kar nakladi, danes pa samo kapo dol. Ko sem zadnjič vozil novi GR Yaris, sem bil, sploh ne vem kako ne rečem, nisem hotel domov, toliko hud je ta avto. Ok, tale Yaris ni tismo niti podoben v smislu tehnike in vožnje, je pa vseeno zelo prijeten mali avto. Že izgled je zelo posrečen, tako navihano deluje, čist manj žleht kot tisti mulci raven po puberteti. In to je zelo kul. Znotraj je seveda manj razborljiv, ampak to še ne pomeni, da ni zanimiv. Če grem po vrsti, teli merilniki so mi v bistvu zelo všeč, ker imajo 3 zaslončke, torej 3 nivoje, da so ene informacije majčkeno bližje prikazane kot druge. Itak pa jih med vožnjo praktično ne gledam, ker je pred mano pravi projekcijski zaslon. Je edini avto v tem segmentu zaenkrat, ki ga ima, ostali imajo samo tisto projekcijo na plastiko, to je pa tisto pravo, ko se oči nič ne rabe prilagajati. Zelo fajn. Pa tale odlagališče so mi zelo všeč, velikih je, evo, tudi tukaj, pa gumbi so dobro postavljeni, edino tole bi bilo lahko na kakšnem lepšem mestu, sploh tale za ogrevanje volana. Ne vem, Japonci morajo vedno dati nekam še te svoje gumbe. Za klimo so tukaj in ne na zaslonu, to je danes že prav posebna pohvala, pa še materiali so dovolj kvalitetni, predvsem izdelava se mi zdi zelo dobro za ta segment avtomobilov. Se mi zdi, da samo pri tem sistemu Toyota še vedno nekako išče pravo pot, kakšni meniji so včasih malo nelogični in malo dlje traja, da najdeš ta prava stvar, je pa fajn, da so zdaj tukaj ta pravi gumbi, da gre vse hitreje in večino stvari danes itak zrihtaš preko CarPlaya ali Android Auta, kar Yaris seveda podpira. Ok, avto je v končni fazi namenjen premikanju in k sreči Yaris tudi to zna. V bistvu obvlada, je hibrid. Po novem je samo še Clio hibrid, tako da ima dokaj posebno mesto na trgu in z vsemi izkušnjami, ki jih v vseh teh letih imajo, je rezultat v bistvu zelo dober. Nov 1,5 litrski bencinski motor je močnejši, po občutku med vožnjo bolj prijeten, čeprav ima zdaj samo 3 valje namesto 4 in majčkeno bolj globoko brni. Dobra stvar je, da je baterija zdaj malo večja, zato lahko več prevozi samo na elektriko. Še vedno tukaj govorimo o kilometru ali 3, se pa v mestu to zelo pozna in se lahko veliko več kot pol časa voziš samo na elektriko. Tam je tudi poraba zelo kul, večinoma pod 4 litri, zato je hibrid idealna izbira za tiste, ki se res veliko vozite v mestih. Kdor večino svojih poti opravi po takšnih odprtih cestah, sploh avtocestah, pa nad samo porabo ne bo tako navdušen kot na tem, da je vožnja prijetna, nezahtevna in da ni nobenih prestav, zato vse deluje zelo zvezno. Včasih se motor bolj sliši, kot si želite, to je takrat, ko recimo takole do konca pospešujete ali pa vozite v klanc, ampak je potem večino časa zelo tiho in mirno. Evo, zdaj se je izklopil. Poprečna poraba na testu je okrog 6 litrov, kar ni slabo, je pa to posledica večine voženj po avtocesti, kjer hibridi pač ne pridejo do izraza, ker se na elektriko praktično ne vozite, razen ko je kakšen klanc dol, da se baterija malo napolni. Zelo dobra lastnost novega Yarisa je, da se res fino pelje. Ok, občutek na volanu ni toliko dober, kot nakazuje dinamična oblika, majčkeno je premehek, ampak je vodljivost zelo dobra in podvozje odlično požira za tako majhen avto. Čeprav nima veliko skupnega z GR Yaris, je vožnja vseeno precej uživaška za ta segment majhnih avtomobilov. Moči je dovolj, če niste preveč zahtevni pri končnih zmogljivostih. Vmesni pospeški in predvsem odzivnost so zelo dobri. To je pa tisto, kar v realnosti najbolj rabite in zato je vožnja lahko precej dinamična, čeprav na papirju kakšne številke niso toliko hude.
Zelo kul je tudi B kot brake pri menjalniku, ga kar dostikrat uporabljam, sploh v mestih, kjer lepo zavira avto, da lahko potem vozim skoraj samo z enim pedalom. Me pa moti, da v B potem včasih drži previsoke vrtljaje, ko se vozim recimo konstantno in je potem motor glasen. Dam pač nazaj v D, ki je itak najbolj primerna izbira in je okej. Še tole moram pokazati, prostornost. Yaris je bil majhen avto in je k sreči tudi ostal majhen. Med najmanjšimi v razredu je, ker so ostali vsi toliko zarasli v zadnjem času, da so v bistvu že zamenjali svoje brace izpred nekaj 10 let. No, tale je še vedno dovolj prostoren, če se zavedate, da je avto majhen, ampak se da sedeti tudi zadaj. Tole je recimo sedež nastavljen za mene, pa lahko preživim. In tudi prtljažnik je čisto podoben, 286 litrov ima, pa je tole hibrid, kar vzame nekaj prostora v avtu. Hibrid ja ali ne? Poraba ni toliko manjša, da bi takoj rekel itak. Dobro, v mestu je, ampak po drugi strani se ga morate tudi želeti. Je pa Yaris na voljo tudi z dvema šibkejšima bencinskima motorjema in je v tem primeru tudi cenejši. Tale ob meni je pa najdražji, ki ga sploh lahko kupite. Oprema je bogata, pogon je zmogljiv, zato stane dobrih 23 jurjev. Ja, ni malo za malčka, ampak ni velik za toliko vsega, kar dobite v njem. Ampak bistveno pa je, da je postal tole res dober mali avto, ki zna zagreti na marsikatero struno, tudi na tisto malo bolj napeto.